človek, če je tvoja prababica doživela travmo, bolečino, izgubo, potem je to spremenilo njen odnos do življenja, njeno percepcijo do življenja, nezaupanje do življenja, bolečina, osamljenost. Nezavedno, ne hote, to pomeni, da se ni usedla zjutraj, nezavedno pomeni, da ne narediš zavestne odločitve zjutraj, jaz bom pa to na svojo hčerko prenesla. Ampak se ti to ponavlja v odnosu do hčerke. Lahko se zgodi, da postaneš čustveno zaprta. In otroku, svoji hčerki, ne moreš izraziti tiste ljubezni, ki jo nosiš v srcu. In tvoj otrok začne dojemati sebe kot nevrednega ljubezni. To je transgeneracijska travma. Torej, ni, da te mama ni ljubila, temveč je mama imela svojo travmo, ki jo zdaj prenaša na tebe in potem to ti naprej prenašaš na svojega otroka. Zato vedno rečemo, ni se začelo s tabo, nisi ti odgovoren, nisi ti slab zato, ker te je starš obravnaval na tak način, da nisi dobil to, kar si potreboval. Ni se začelo s teboj. Začelo se je nekje zadaj. In tukaj govorimo o transgeneracijskih travmah, ki se iz roda v rod prenašajo naprej. To je drugače, kot primer, če si ti v 3 življenjih nazaj bila zažgana kot čarovnica. Se pa ponavadi dogaja kombinatorika teh 2. In to nastaja v podzavesti, v občutku, da te preganja nekdo, da te ne razumejo, da si sama ali da si ne upaš izraziti lastne resnice. Ali da če boš takšna, kakršna si, te drugi ne bojo sprejeli. Pa še kakšna stresna nosečnost, pa imamo koktejl. Imamo koktejl, ki kliče in kriči pozdravljenju. Okay. Ali, mogoče malo čuden izraz, ampak ali imamo v podzavesti sam sranje, ali imamo tudi kakšne dobre zadeve? Seveda, mi pridemo na svet z vsemi svojimi sposobnostmi od prej, recimo zato se rodijo geniji, ker so pač že zbrusili svoje rodje. Moramo vedeti, da podzavest je zelo dragocena, te vsebine so zelo dragocene. V bistvu namen podzavesti je, da skrbi za nas, za naše telesne procese, našo varnost in za naše preživetje. V tem smislu je podzavest zelo zaščitniška do nas. Se pravi, veliko teh informacij je izjemno dobrodejnih, dragocenih in brez njih ne bi zjutraj se vstali in ne bi znali govoriti, ne bi prepoznavali bližnjih. Tako da moramo vedeti, da v bistvu vsebine podzavesti so čudovite. Samo nekatere od njih pa recimo so bile bolj primerne za naše prednike, za naše starše, mogoče za nas kot preživetvena strategija v otroštvu, ampak potem s časoma pogotovimo, da smo zaradi teh stvari zašli v težave. Recimo način, kako komuniciramo v odnosu, v našem odnosu do dela, do sebe. In ko vidimo, da pa smo zašli v težave, da smo naleteli recimo na odnose, kjer so trenja, bivansko, da čutimo recimo praznine, da smo se ujeli kakšne te lupine bivanske takrat, pa je čas, da pa to malo bolj podrobno pogledamo, se poglobimo vase in to raziščemo, kje je ta vozel, kot recimo ta vozel, ki ga nekje nosimo vse. Se pravi, večina stvari je izredno, dobrodejnih. So pa nekatere vsebine, vozli, ki jih je treba razvozlati. Ja, tako